Ko prideš enkrat do tega, si res iskren pred človekom, ne, in ni tu nobenih tistih nekih fasad oziroma mask, ki si jih nadevamo drugače. Navdihnila me je kot oseba, pa kot nekdo, ki je res v tistih najtežjih trenutkih znal se boriti s tako težko situacijo, kot se je ona. Ni hotela biti na invalidskem vozičku, to mi je še ena stvar, ki sem jo zelo cenila pri njej. Ona je bila vedno na tem pisarniškem stolu. Dobrodošli v Metru minutkah. Z nami je pisateljica Samanta Hadžižavski. Samanta, pozdravljena. Dober dan. Pred kratkim je luč sveta ogledala tvoja četrta knjiga Še en vdih, ki je v bistvu tvoj drugi roman. Podobno kot tvoj prvenec Smrt v temo zavita, ga je navdihnila resnična življenjska izkušnja. Nastal je pravzaprav na podlagi obljube določeni osebi, da boš o njej napisala roman. S čim te je navdihnila ta oseba? V bistvu se je začelo tako, da sem začela po študiju delati kot osebna asistentka pri eni gospe, ki je potrebovala 24-urno oskrbo zaradi svoje bolezni ALS. In takrat sem se v bistvu tudi jaz prvič srečala s to boleznijo. In nekako se je med nama spletla neka posebna vez, ki se je po mojem spletla ravno zaradi te situacije, ker se zelo redko z nekom srečaš v nekih tako intimnih momentih, od tega, da devaš človeka na stranišče do res nekih osnovnih, to so res tiste čisto osnovne življenjske potrebe, ki se mi zdi, da ko prideš enkrat do tega, si res iskren pred človekom, ne, in ni tu nobenih tistih nekih fasad oziroma mask, ki si jih nadevamo drugače. In s Karmen smo se res povezali. Bila je stara malo čez 50 in se mi je res me je navdihnila kot oseba, kot neka borka recimo. In res sem želela v bistvu jo ubesediti oziroma dati v neko zgodbo. Ja, ko sem delala še pri njej, sva se velikokrat šalili, da bom napisala roman o njeni ozdravitvi. Vendar se to takrat žal ni zgodilo, no, ker je to bolezen, ki je neozdravljiva zaenkrat še vedno. In tako kot vse avtoimune bolezni, no. Ampak sem se vseeno odločila, da ubesedim to njeno zgodbo, vsaj približno, seveda roman je vseeno fikcija, samo podlaga v bistvu za glavno protagonistko je Karmen. Seveda sprepletena tudi z mojimi izkušnjami, ne. Tako da to, ja, navdihnila me je kot oseba, pa kot nekdo, ki je res v tistih najtežjih trenutkih znal se boriti s tako težko situacijo, kot se je ona, no. To. Zdaj, ALS je zelo redka bolezen, ki je tudi hkrati zelo kruta, pa jo verjetno naši gledalci najbolj ne poznajo. Lahko morda opišeš malo, kako vpliva na bolnika? Torej, zdaj različni primeri so, ne bom zdaj jaz tule opisovala kot nek medicinski strokovnjak, ampak zdaj v njenem primeru je bilo tako, da je bolezen najprej napadla njene mišice, in da je najprej, mislim, da je enkrat padla, pa si je zlomila roko, potem je vedno težje vstajala, vedno težje dihala, za kar si je potem kupila aparat za dihanje, ki ga je najprej uporabljala čez noč, potem pa ga je imela 24/7 priključenega. Tako da pri njej je šlo res za mišice, se pravi vseh mišic in pljuč. To sta bila glavna dva pokazatelja te bolezni, drugače pa lahko vpliva tudi na govor. Tudi to je v bistvu, ko sem jaz njo spoznala, je bila že ona bolj v zaključni fazi te bolezni, če lahko temu tako rečemo, no. In je tudi rekla, da je na njen govor, da je njen glas bil včasih drugačen. Sem našla tudi en posnetek z njo, ko je bila še zdrava, ker jaz nisem imela v bistvu stika z zdravo Karmen. In je res, se je tudi na glasu poznala, ampak ne do te mere, da bi mogla uporabljati kak aparat tudi za govorjenje ali karkoli, ampak spremenil se je nekako ta vokal njen, pa zelo počasneje govorila, tudi jedla je težje, vse te neke osnovne stvari. Ja, in v 5 letih ponavadi po diagnozi
se nekako človeku življenje ugasne, tako da pri njej je bilo kar hitro, no, je šlo kar hitro navzdol, tako da žal. Omenila si, da si je zlomila roko. Podobno se zgodi tudi tvoji protagonistki v tvojem novem romanu. Pa me zanima, je bilo potrebno za pisanje romana narediti še veliko raziskav glede same bolezni, ali so te tudi same izkušnje že precej zaznamovale, mislim, pri samem pisanju? Ja, zdaj, tako kot sem menila, se pravi, jaz sem stopila v igro, ko je že ona bila na tem svojem stolu, ni hotela biti na invalidskem vozičku, to mi je še ena stvar, ki sem jo zelo cenila pri njej, ona je bila vedno na tem pisarniškem stolu, ker se res ni počutila nekak bolnik, no, oziroma ni hotela se s tem poistovetiti, s tem nazivom, s to boleznjo, tudi diagnozo je zavrnila, ne. In kar mi je bilo problem pri pisanju romana, je bila ta začetna faza, kako ona zve, ker pač tu zraven nisem bila, kako ona v bistvu počasi začenja usihati. To mi je bil največji izziv, tako da sem potem v bistvu našla na internetu en zapis enega gospoda, ki je v bistvu sam pisal o njegovem soočanju s to boleznjo in je napisal tako kot nek referat varianta o ALS-ju. In sem si dosti z njegovim, tak recimo kot so tu Carmen v romanu postavili diagnozo, pa te zadeve, kako se je to počasi gradilo, sem v bistvu od njega malo vzela neke stvari, da sem si lažje predstavljala oziroma lažje naredila ta začetek, ker tu mi je res manjkalo. Tudi urednica me je opomnila na to, kaj se pa zdaj z njo dogaja, kaj pa zdaj, ker res nisem imela stika s tem. Se mi pa zdi, da se pa tudi v romanu vidi, da sem pa imela potem stik, tako so ga imele njene osebne asistentke v tisti fazi, ko pa je, se pravi, uporabljala ta izkašljevalnik, pa ta aparat za dihanje, te stvari nekako bolj, ne, ker tu sem si res lahko v bistvu napisala, kako se je to zgodilo. Tako da ja, je bilo potrebno kar nekaj raziskav še, in se mi zdi, da je fino, da sem dobila še ta prvi del zgodbe skozi to raziskovanje. So ti mogoče v spominu ostali tudi kakšni posebno težki trenutki, ki si jih doživela s Carmen? Pa ali so bili morda ne glede na vse tudi kakšni lepi trenutki? Lepih je bilo kar veliko, kar je v neki tragiki, se mi zdi zelo pogosta stvar, ker imaš recimo narode, ki so preživeli neke grozote, vojne, na primer, in so to ljudje, ki se najbolj znajo pošaliti. In tudi se mi zdi, da v nekih takih temnih trenutkih, če se oprimeš nekih lahkih stvari, oziroma da se znaš potem sam sprostiti, kljub temu, da je vse okrog tebe počasi propada. To se mi zdi, da je tisto, kar nas po konci v bistvu drži tudi na koncu. In tudi pri njej je bilo veliko tega, no, dosti smo se smejale, dosti smo se šalile, zelo je bila pozitivna oseba, res. So bili pa tudi težki trenutki, predvsem to po noči, recimo nočne izmene, ko včasih nisi vedel, kaj je tisto, kar jo, ko te je poklicala, pa se je recimo maska premaknila, pa nisi vedel, a boš v redu znal naštimati zdaj to masko. Zdaj ta maska je bila taka strašljiva stvar, ker si res odgovoren za dihanje nekoga potem, ne. In recimo, ko je jedla, da boš zdaj prav čas masko nazaj, pa da ne bo se kaj. Ker sem tudi tu v romanu pisala o tej osebni asistentki, ki je v bistvu ugasnila aparat vmes, kar se je meni zgodilo, zato sem lahko to sceno dobro popisala, se mi zdi vsaj, no. In so bile to neke take stvari, ki so bile res težke, no, ker tista panika, da bo zdaj pa se nekaj zgodilo, kar je neizbežno, ampak res to, da ne boš ravno ti takrat zraven, ker res bi nosila neko odgovornost, če bi se meni zgodil nekaj, ne, s tem. Tudi recimo, jaz sem njo večkrat vprašala, kar ne vem, smo se tudi kar šalili potem na ta račun, ampak kako zaupati zdaj temu aparatu, kaj če aparat v nekem trenutku ne bo več delo, ne. Ampak je bila ona tak, ne, vse v redu, vse bo delo. In bila tak, jaz ne vem, jaz bi bila verjetno skozi v paniki, kaj če bo kaj narobe, ne. In tudi sem bila, no, čeprav sem bila sam zraven. Ja, tako da v bistvu kljub tem nekim težkim zadevam, ki so bile v tem obdobju, meni se zdi tako, da sem se v tem obdobju znajdla v nekem filmu, res.
da to sploh se ni meni zgodilo v bistvu, mislim, se ni meni, ampak to, kako sem jaz doživljala, no. Se mi zdi, da je ona znala vedno najti tiste neke svetle točke, pa tudi jaz sem se res trudila, da iz neko pozitivo probam vsaj nekako skrajšati te mučne trenutke, mogoče. Ker si omenila smrt kot neizbežno, me zanima, kako si se ti takrat kot relativno mlada oseba, ki je pravkar končala študij in je bila to v bistvu tvoja prva služba, kako si se spoprijemala z dejstvom, da bo ona dejansko umrla? Ja, to je bilo tisto, kar me je najbolj, zato se mi zdi, da sem jaz tudi želela potem zaključiti s to službo, nisem želela zaključiti z njo, da se razumemo, ker sem potem jo še vedno obiskovala, pa še tudi kakšno smeno pokrila, ker je bil zelo velik problem tudi najti osebne asistentke, ki so bile pripravljene to početi. Ja, ampak to, kako se potem soočiti, s tem se mi zdi, da sem res v tistem obdobju začela malo drugače gledati na življenje, malo drugače gledati na to, kam je zdaj trenutno pomembno, kaj želim v življenju, kaj je tisto, kar je res bistveno, no. Sem že itak naravnana tako, da se res teh stvari zavedam že skozi odraščanje in vse, ampak tu sem pa res ponotranjila, da nismo večni, da lahko kadarkoli nekaj pride in da moramo res ceniti trenutke, ki jih imamo s tistimi, s katerimi pa želimo biti, no. To sem odnesla v bistvu jaz od te izkušnje. Zdaj resnična Carmen, žal ni več med nami, pa na nek način živi naprej prav skozi tvoj najnovejši roman. Pa me zanima, si še vedno v stiku z njeno družino in kako so se, če si še vedno v stiku z njimi, odzvali na izid tvojega romana? Ravno zdaj sem se pogovarjala v bistvu z njeno sestro, ki je bila vse skozi prisotna tudi v tem obdobju. Sem rekla, da ji bom en roman prinesla, no, da bom videla, kako bo ona doživela to vse skupaj, no, ker vsaj sta one dve, se pravi že od otroštva oziroma od samega začetka eno z drugo bile. Tako da me res zanima, kako bo ona doživela ta roman in če se ji bo, ne vem, težko rečem, kaj bo, no, ampak sva na vezi, ker se je vmes nekaj zgodilo, pa nismo mogli se potem dobiti, ampak ja, z njo sva se zadnjič slišali, ker se mi je zdelo res, da jo vsaj s tem lahko nekako, kaj bi rekla, da jo lahko nekako oživim, ja, tako kot si tudi ti rekel. To, pa pisala mi je ena osebna asistentka, ki je bila takrat tudi punca od sina od Carmen. Carmen je namreč imela sina, resnična Carmen, ne 2 hčeri. In ona je bila potem tudi ob končnih trenutkih z njo in je tudi rekla, da se zelo veseli, da bo prebrala, ampak ne morem še dati vtisov, ker se to še ni zgodilo. Je še vsaj dosti frišna zadeva, no. Tako da mogoče naslednjič sporočim, kaj in kako. Tebe že od tvojega prvega literarnega dela nekako fascinira tematika smrti. Vleče se praktično skozi vsa tvoja dela, od nekdaj so te zanimali tudi serijski morilci, tako si celo naslovila svojo prvo zbirko kratkih zgodb. Pa me zanima, se nameravaš te tematike lotevati tudi v prihodnje? Ja, ne morem bežati. Ja, pa ne vem zakaj res, ker bolj ko se zdaj poglabljam tudi skozi te neke razne pogovore, mogoče bi mogla iti jaz tudi mogoče na kak pogovor, tak, s kakim strokovnjakom se pogovoriti, ampak res mi je fascinantna že od nekdaj smrt in naše soočanje z njo. In ta, tako sem rekla, neizbežnost te smrti, ker res vsi gremo tja in kaj se potem zgodi in predstavljati si, da nas enkrat več ne bo in vse to, ne. Se mi zdi, da je to tisto, s katerim se bom še ukvarjala v prihodnosti, no. Zdaj trenutno sem v pisanju ene kratkoprozne zbirke spet, pa imam tudi, ja, moram kar reči, že nekaj smrti noter, no. Ne vem, kaj bi rekla, ker fin je, da sem zelo pozitivna oseba, drugače tak, za tiste, ki me poznajo, bi to potrdili verjetno, no. Ampak res se nekako s tem, to mi je ena tematika, ki se mi zdi, da me dosti fascinira, no. Tudi trenutno sem v branju enega romana, odličnega romana Jutra v Dženinu, kjer se opisujejo te grozote v Palestini. In to je tisto, kar, mislim, taki romani mene najbolj privlačijo, tudi na splošno, tudi jaz posegam po takih knjigah.
Mi je pa fino, če ima knjiga potem neko svetlo točko, da ni zdaj melanholija, pa vsi bomo umrli, ampak da nosijo ta dela nekako sporočilnost, da je treba tukaj zdaj živeti.